Leta 1934 je bil v Ontariju, v Kanadi, zabeležen prvi dokumentirani primer enojajčnih peterčkov, ki so preživeli rojstvo in dojenčkovo obdobje. Peterčki Dion so postali svetovno znani, vendar je njihova zgodba tudi primer izjemnih etičnih kršitev strani odraslih okoli njih. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njihovo zaskrbljujočo zgodbo. Peterčki Dion so se rodili v mestu Callander v Ontariju v Kanadi 28. maja 1934. Njuni starši, dva Franco-Kanadčana po imenu Olivia Edouard Dion in Elsie Dion, sta peterčke poimenovala Annette, Cecile, Emilie, Marie in Yvonne. Nosečnost Elsie Dion je bila nenavadna. Če bi danes mati nosila peterčke, bi to opazili v nekem trenutku med nosečnostjo z ultrazvokom. Vendar pa takrat, zlasti na podeželju v Kanadi, teh metod še niso imeli na voljo. Čeprav je Elsie kasneje povedala, je med nosečnostjo verjela, da morda nosi dvojčka. Verjetno je šlo še za 6. otroka. Kot je Elsie kasneje povedala, je proti koncu prvega 3-mesečja doživela hude krče in izločila nenavaden predmet, ki je bil morda zelo nerazvit 6. plod. 5 deklic Dion je bilo rojenih prezgodaj, kar je povsem značilno za večplodne nosečnosti, še posebej tiste s 5 otroki. Zaradi tega so imele precej nizko porodno težo in so v prvih dneh in tednih življenja potrebovale obsežno nego, bi preživele. A so preživele ter tako postale prvi petorčki, ki so bili kdaj rojeni in preživeli dojenčkovo obdobje. Da bi razumeli, kako so se življenja petorčkov Dion razvijala v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, moramo širše preučiti pojav petorčkov in otrok iz večplodnih nosečnosti. Dvojčki se naravno pojavijo približno pri eni od 250 nosečnosti. Trojčki se pojavijo pri eni od 10.000 nosečnosti, medtem ko se četvorčki pojavijo le pri eni od 700.000 nosečnosti. Ta številka naraste na neverjetnih 1 od 55 milijonov nosečnosti, ko gre za peterčke. Zato ni težko razumeti, zakaj so bili Dionejevi peterčki ob rojstvu videni kot nekaj tako edinstvenega, saj je vseh 5 preživelo prve tedne svojega življenja. Rojstvo več rok prinaša vse večje število medicinskih tveganj, večje kot je število vpletenih otrok. Med temi je najpomembnejši zaplet ta, da se otroci rodijo prezgodaj ali s tako nizko porodno težo, da ne preživijo. Mrtvorojenost je veliko pogostejša pri večplodnih nosečnostih. Poleg tega se ti zdravstveni zapleti ne končajo z rojstvom. Obstaja cela vrsta bolezni, ki lahko prizadenejo otroke iz večplodnih nosečnosti v zgodnjih letih in odraslosti. Na primer, vse 4 Dionejeve četverčice, ki so se rodile na ameriškem srednjem zahodu leta 1930. Le nekaj let preden so Dionejeve peterčice razvile shizofrenijo. Cerebralna paraliza je prav tako veliko pogostejša pri otrocih iz večplodnih nosečnosti. Glede na vse te dejavnike tveganja, ni presenetljivo, da so imeli dvojčki in trojčki nizko stopnjo preživetja pred medicinsko revolucijo v 17., 18. in 19. stoletju, medtem ko je bilo preživetje četverčkov in peterčkov nezaslišano. Prvi zabeleženi četverčki, ki so preživeli porod, dojenčkovo obdobje in otroštvo, so bili četverčki Gieri, rojeni v Švici leta 1880. Dionejeve so bile prvi zabeleženi primer peterčkov, ki so preživeli, in prav to jih je postavilo v središče pozornosti javnosti ter jih naredilo slavne že od trenutka rojstva. Dionejeve peterčice so takoj po rojstvu postale vir zanimanja medijev v Kanadi in ZDA. To se je hitro spremenilo tudi v pravni spor. V nekaj dneh po rojstvu je oče deklic, Oliver. So ga kontaktirali organizatorji razstave Stoletje napredka, ki je potekala v Chicagu v letih 1933 in 1934. Sejem je bil zasnovan za praznovanje 100-letnice Chicaga kot mesta, bil pa je tudi pomemben mednarodni dogodek. Organizatorji so si zdaj želeli razstaviti Dionejeve peterčke kot del razstave. Na žalost je bil Olivier Dion prepričan, da podpiše pogodbo in sklene dogovor z organizatorji sejma po nasvetu doktorja Allena Roya Defoeja, zdravnika, ki je nadzoroval uspešno nosečnost. Vendar sta si Olivier in Elsie hitro premislila in Olivier je poskušal preklicati pogodbo s trditvijo, da ni pravno veljavna, saj je Elsie ni podpisala.
Organizatorji sejma so temu nasprotovali in sledil je pravni spor. V tem kontekstu se je Olivier odločil, da skrbništvo nad 5 deklicami prenese na Rdeči križ v Kanadi, da bi jih zaščitil pred organizatorji sejma. On in Elsie tudi nista imela finančnih sredstev, niti potrebnega znanja, da bi vedela, kako skrbeti za peterčke. Kljub temu dogovoru so deklice vseeno poslali v Chicago, kjer so jih za kratek čas razstavili. Neposredno potem je kanadska vlada sprejela zakon o peterčkih Dion, s katerim je 5 deklic postalo varovank kanadske države. Olivier Dion je dobil sedež v odboru posameznikov, med katerimi sta bila tudi dr. Defoe in kanadski minister za socialo David Crow. Vendar v tem odboru nikoli ni zares glasoval in deklice so v sredini 30 let prejšnjega stoletja dejansko postale varovanke države. Razglašeni motivi kanadske vlade za ločitev Dionovih peterčic od njihove biološke družine so bili zagotoviti, da bodo dobro vzgojene. Argument je bil, da sta bila Olivier in Elsie Dion, ker sta imela omejena sredstva in sta se znašla v položaju, ki je bil edinstven v človeški zgodovini, neprimerna za to nalogo. Vendar je bil odnos kanadske vlade in posameznikov, ki so bili imenovani za skrbnike 5 deklic, že od samega začetka izjemno izkoriščevalski. Bolnišnica, imenovana Defoe Hospital and Nursery po dr. Defoeju, je bila posebej zgrajena, da bi v njej odraščale. To je bilo obdano z ograjo iz bodeče žice in je bilo v bistvu tematski park. Dekleta so tukaj živela, obdana z veliko osebja, vsak dan pa je na tisoče obiskovalcev prihajalo, da bi jih videli. Ko se je bolnišnica leta 1936 odprla za takšne oglede, so obiskovalci planili skozi glavna vrata v želji, da bi bili med prvimi, ki bi uzrli Dionove peterčice. To so izvedli s sobo za ogledovanje, kjer so bila dekleta postavljena na ogled za stekleno pregrado. V naslednjih 7 letih si je Dionejeve ogledalo približno 3 milijone ljudi, pri čemer je bilo nekaterih dni tudi do 6.000 obiskovalcev na dan. To je postalo izjemno donosno početje za kanadsko vlado. Ljudje so morali plačati vstopnino za vstop v bolnišnico in posledično je tako imenovani Queensland sčasoma prinesla več kot $50 milijonov iz vstopnin. Na vrhuncu je bil Queensland v Severni Ameriki kot turistična destinacija, prekašana le strani krajev, kot sta slapovi Niagare in polje pri Gettysburgu, kjer je leta 1863 potekala najpomembnejša bitka ameriške državljanske vojne. Poleg tega so posamezniki, kot je dr. Defoe, izjemno veliko zaslužili. Izkoristil je svoj položaj, da je postal eden najbolj znanih zdravnikov na svetu. Napisal je več knjig, v katerih je promoviral medicinske in prehrambene izdelke, kot so Colgate, Quaker Oats in Lysol. Pogosto se je pojavljal na radiju in vse bolj priljubljenem mediju televizije. Sčasoma so se pojavile skrbi glede odkritega izkoriščanja otrok. Oliver Dion je postal odločen, da bo dosegel izpustitev svojih otrok. Vendar tega ne bi smeli gledati kot na povsem dobronameren razvoj. Starši deklet so bili prav tako sposobni izkoriščati svoje otroke iz finančnih razlogov, kot sta to počela kanadska vlada in dr. Defoe. Vendar zahtev Oliverja in Elsie Dion ni bilo mogoče prezreti in po velikem pritisku, ki se je začel v zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja. Skrbništvo nad dekleti je bilo leta 1942 vrnjeno njihovim staršem. Velik skrbniški sklad je bil ustanovljen za peterčke, ko je kanadska vlada prevzela skrbništvo nad njimi v 30 letih prejšnjega stoletja. Ta je precej zrasel zaradi honorarjev iz Queenslanda in drugih dejavnosti. Zlasti zaradi nastopov deklet v več filmih med letoma 1936 in 1938. Z denarjem iz skrbniškega sklada je bila za družino Dion zgrajena velika 20-sobna vila, v katero so se preselili leta 1943. Družinsko življenje v tako imenovani Big House se je izkazalo za težavno. Petrčki so imeli še več drugih bratov in sester. Med njimi je bilo 5 starejših otrok, rojenih med letoma 1926 in 1933. In 3 mlajši fantje, rojeni med letoma 1936 in 1946. Vendar pa se je med peterčki in ostalimi Dionejevimi razvila odtujenost, saj so skoraj 10 let preživeli ločeni od svoje družine. Poleg tega so dekleta kasneje izvedela, da je preostanek družine v bistvu živel razkošno življenje,
na podlagi prihodkov iz njihovega skrbniškega sklada. Da bi zadevo še poslabšali, so se pojavile obtožbe, da jih je njihov oče, Oliver Dion, spolno zlorabljal od sredine do konca 40 let in v zgodnjih 50 letih prejšnjega stoletja. 5 sester je zapustilo svoj dom iz otroštva, ko so dopolnile 18 let. Za veliko tega, kar se je zgodilo v njihovih zgodnjih letih, so krivile svoje starše, čeprav je bila za večino kriva grobo ravnanje kanadske vlade in očitno izkoriščanje peterčic. Ni presenetljivo, da so dekleta potem ohranila le omejene stike z Oliverjem in Elsie Dion. Kmalu potem, ko so se emancipirale od svojih staršev, jih je iz 5 ostalo le še 4. Emily se je odločila, da bo postala nuna, ko je vstopila v odrasla leta. Vendar so njeni prvi meseci v samostanu Saint-Agathe-de-Monts v Quebecu kot postulantka oziroma pripravnica bili zaznamovani s številnimi boleznimi, predvsem z napadi. 6. avgusta 1954 je bil eden od teh napadov tako hud, da se je med njim zadušila do smrti. Ob svoji smrti je imela komaj 20 let. Edina druga od 5 sester, ki je umrla v mladih letih, je bila Marie. 27. februarja 1970, ko so bile kraljice stare 35 let, je umrla v Montrealu zaradi krvnega strdka v možganih. Yvonne, Cecile in Annette se jim že več dni ni oglasila in so poklicale policijo, da razišče primer. Našli so jo mrtvo v postelji v njenem stanovanju. Yvonne, Cecile in Annette so živele dolgo. Yvonne je kasneje imela raznoliko kariero. Delala je kot medicinska sestra, kiparka in knjižničarka. Nikoli se ni poročila in ni imela otrok. Annette se je poročila in imela 3 sinove, medtem ko se je Cecile prav tako poročila in imela 5 otrok, vključno z enim parom dvojčkov. Tako Annetina kot Cecilina zakona sta se na koncu končala z ločitvijo. Glede na njihova travmatična zgodnja leta so imele Dionejeve težave z zaupanjem in sklepanjem trajnih odnosov zunaj tistih, ki so jih imele med seboj. Po razpadih teh zakonov so 3 na koncu živele skupaj v hiši v Montrealu v 90 letih prejšnjega stoletja. Tukaj so si prizadevale za pravico, zaradi slabega ravnanja v svojih zgodnjih letih in leta 1998 uspešno tožile vlado province Ontario. Prejšnje leto so pisale Kenju in Bobiju McCoyu, staršema prvih znanih sedmirčkov, ki so preživeli. Svetovale so jim, naj omejijo medijsko pozornost in vmešavanje v njihova življenja, ter življenja 7 novih otrok. Yvonne je umrla 23. junija 2001 v bolnišnici v Montrealu. Stara je bila 67 let in je nekaj dni pred smrtjo prestala operacijo zaradi raka. Tako Annetta kot Cecile sta še danes živi in sta bili skupaj intervjuvani ob njunem 87. rojstnem dnevu konec maja 2021. Zapuščina na sester je zanimiva. Bile so tema številnih filmov, televizijskih oddaj, knjig in celo skeča skupine Three Stooges. Mnogi izmed teh segajo v 30. in 40. leta prejšnjega stoletja, ko so bile na vrhuncu slave, medtem ko je bilo leta 2018 rojstvo peterčkov priznano kot uradni nacionalni zgodovinski dogodek v Kanadi. Vendar pa je to mešana zapuščina, saj so bile Dionejeve v otroštvu dejansko zlorabljene in izkoriščane strani tistih, ki so bili imenovani, da bi skrbeli zanje. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Dionejevih peterčkih. Upam, da vam je bil zanimiv. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o njihovem življenju. O njih je še veliko več za raziskati, zato če vas zanima, si vsekakor poiščite dodatne informacije sami. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da prejmete vse moje videe takoj, ko jih objavim. Če imate kakšne predloge, jih vsekakor pustite v komentarjih. To je bilo vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Lives. Hvala.